Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Drage gledalke, dragi gledalci, gotovo ste v vašem omiljenem časniku opazili novico, da sem Jonas Žnidaršič sprejel ponudbo za sodelovanje v novi nadaljevanki TV Slovenija z naslovom Strasti. Vem, kaj si mislite. Sprašujete se, Jonas, kako pa ohranjaš ta svoj svež in mladosten videz? Moja skrivnost je bar kafe. Vsako jutro, ob začetku napornega delovnega dne, si privoščim skodelico kave bar kafe. Poskusite tudi vi in gube bodo izginile. Po dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve pa se pričenja 1. novembrski delovni teden. Nekateri pa so delali že med prazniki. Na ljubljanskih Žalah je Urh Maček srečal prodajalko cvetja in prodajalca sladkorne pene. Pa poglejmo. A je letos kaj slabša prodaja? Ali je tako kot vsako leto? Za 50% slabša. Pravite, da se... Je bila za 10%, pa je bila za 15, 20, no, zdaj je pa kar za 50%. Dan? Dobar dan. 1. november je kulturni praznik. Ja? Na Žalah je 500 000 ljudi z otroci. To je družinski praznik. Verjetno lahko poskrbimo za njih, če so ure in ure tukaj. Verjetno so žejni, ali pa lačni, ali pa ni. Minimum ponudbe pa mora biti. O smrti pa je ob dnevu mrtvih razmišljal tudi Tomo Križnar, avtor filma Darfur, Vojna za vodo. Ni časa misliti na no. Je še toliko življenja, ga še toliko čutim. Nasploh pa mislim, no, da bom tudi ta 1. november mislil na žive, ne na mrtve. Zagotovo je poskrbljeno. Na žive, ki zdaj tam dol crkavajo. Na tiste otroke, na tiste krasne žene, na tiste starce, na tiste pogumne fante, na tiste freedom fighterje. In lačne in žejne, šparej solze, Tomo. Malo odmora je bilo med prazniki tudi za Boruta Pahorja, ki je z bodočo koalicijo razpravljal o koalicijski pogodbi in kadrovskih vprašanjih. Premier v odhajanju Janez Janša pa meni, da je sestavljanje nove vlade prepočasno, predvsem zaradi zaostrenih gospodarskih razmer. Z tega vidika jaz obžalujem, da ti postopki tečejo nenavadno počasno. Pred 4 leti, ko ni bilo nobene finančne krize, so se hitrejše opravila posvetovanja z parlamentarnimi strankami, so tudi predlogi o novotavju prišli hitreje v državni zbor. Tudi državni zbor, ki se je že konstituiral, bi lahko že imel delovna telesa, ki bi lahko te predloge obravnavali. Janez Janša je poudaril, da je Slovenija v času svetovne gospodarske krize v prednosti pred drugimi državami. Razlogi so po njegovem 3: članstvo v evroobmočju, nizka zadolženost države v tujini in proračunski presežek. Po koncu novinarske konference je Janez Janša našega novinarja povabil še na kratek razgovor v svoje privatne prostore. Slovenija v lanskem letu ustvarila proračunski presežek. Informacije, ki se pojavljajo na podlagi neke ocene računskega sodišča, ne držijo. Tudi če določena evropska sredstva niso bila počrpana, po drugi strani niso bila porabljena sredstva, ki jih ni namenjeno za lastno udeležbo in se teh zadev ne da gledati samo z enega vidika. V letu 2007 je Slovenija ustvarila proračunski presežek, to je dejstvo. Prejšnji teden so v študentskih domovih za Bežigradom izbruhnile garje. Na prizorišču akademije je bil naš sodelavec Luka Lukič.
Ja, tako je. Prejšnji petek sem v študentskem domu, v katerem bivam, opazil obvestilo o okužbi z garjami. Pri obisku dermatologa so namreč 3 študentje, ki bivajo v domovih, ugotovili okužbo, zato je uprava študentskih domov organizirala dezinfekcijo. Celoten dogodek se mi je tedaj zdel smešen, zato sem naredil nekaj posnetkov, ki sem jih nameraval objaviti na svojem blogu. To se ni zgodilo, ker sem pri montaži imel nekaj težav, pa se mi zadeva niti ni zdela vredna pretiranega ubadanja z njo. Ironično je točno ta zadeva še naslednji teden pristala v skoraj vseh medijih, ponekod celo na naslovnicah. Zato smo študentje, ki bivamo za Bežigradom, celoten teden odgovarjali na nehumorna vprašanja in zbadljivke. Po eni strani je medijska pozornost dobra, saj se je upravičeno kritiziralo način izvajanja dezinfekcije, ki je bil res vprašljiv. Meni osebno pa se je zataknilo v grlu nekaj drugega. Kot je navada v recimo temu zaprtih naključnih skupnostih, se v domovih in okolici razpasla vrsta govoric o izvoru okužbe. Te govorice je po večini nemogoče preveriti, ker se nanašajo na nedoločene ali bolje imaginarne osebe. Toda kljub temu so preko medijev prišle do vseh gledalcev, bralcev in poslušalcev. Kako lahko je zgodbica po sistemu rekla kazala prišla na naslovnice, se mi zdi po eni strani razumljivo, po drugi strani pa že skorajda strešljivo. Drug fascinanten element pa je vsebina samih govoric, ki jih znotraj domov kroži še več, kot jih je prišlo v medije. Po eni govorici je tako okužbo uvozila skupina poljskih študentov, ki so bili na počitnicah na Madžarskem, spet po drugi zgodbici so okužene Poljakinje, ki so tu na izmenjavi, pa tudi nek Kitajec je na sumu. Torej so za epidemijo krivi tujci, ki po večini prihajajo oziroma so bili na dopustu v vzhodnih državah. Tako razmišljanje pa po mojem mnenju lepo odraža napis na hrbtu moje majice, pri čemer smo, po mojem mnenju, bistveno manj nevarni tisti, ki se v napisu prepoznamo, od tistih, ki se v njem ne, pa bi se lahko. Zdaj se pet pa stuširati. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Vodja tehnične službe Lutkovnega gledališča Jure Žnidaršič je našo Ireno Kovačevič odpeljal na ogled Krpana in njegove kobilice, ki se vsako polno uro pripeljeta izza steklenih vrat stolpa Šentjakobskega gledališča. Hrvaški park. Prvi je bil narejen 88. leta, to je zdaj drugi mehanizem, malo novejši. Bil je pa narejen, mislim, da v 98. leta. Alternativno kulturno društvo Trbovlje je na noč čarovnic v Delavskem domu organiziralo koncert v punk, ska in hardcore ritmih. Tole je bilo pa težko gledati. Gregor Rozman je prejel letošnje priznanje za najboljšega na festivalu mlade literature Urška. Pisec kolumen na Vesti je povedal, kako je napisal svojo prvo nekonvencionalno zgodbico. V osnovni šoli sem napisal eno tako fukaško zgodbico, ne zgodbico, pesemco, in je bila prestrežena med poukom slovenskega jezika. Govorila je o sošolcu pa o sošolki, zelo bi pač navijal, in pač prebrala učiteljica to zadevo in je pač rekla... Na glas? Na glas ne. Mislim, da se ni upala, ali pa ne. In je rekla, Gregor, ste mi uničena tvoja pesniška žilica. Ja, takrat naprej sem mogoče malo razvil eno odklonskost do čistunske literature in da želim tudi šokirati. Šiš, si ti bral kakšno njegovo zgodbico? Ja, sem videl par kolumen na naši strani. Ja. Tam na desni gor so ponovadi objavljene. Si ti opazil, da tip ne uporablja velikih začetnic? Sem res, ja. Si opazil? Aha. Stari, kaka ideja, kaka globina, razumeš? Človek, umetnik,
ki zakriči in reče dovolj in zareže radikalno s formo. Ne, nobenih velikih začetnic. Mater. A dojameš razsežnosti ideje? Norc. Še vreme. V Izoli so zaprli vse javne plaže in kopališča, razjarjeni prebivalci pa so organizirali demonstracije. Nekaj demonstrantov je protestno poskakalo v vodo, nihče pa ni bil ranjen. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Nasvidenje.